Kratkim so NATO sile ugotovile, da je predvsem v Afganistanu izginilo neznano kam cirka 220.000 kosov lahkega orožja, medtem tudi okrog 10.000 kosov slovenskih jurišnih pušk M70 kalibra 67 in okrog 2 milijona nabojev. Zanima me, če imate kaj podatkov o tem, če vam je NATO pakt posredoval, kaj se je zgodilo s tem, kam je to šlo, kdo je to pobral, kako so to pobrali, a je kdo kaj zaslužil in tako naprej, kajti dejstvo je, da to ni prvič, kar se je zgodilo v NATO paktu, to se dogaja vsake toliko časa, nekateri sumijo, da gre za trgovino z orožjem, ki v zamenjavo za plačilo prevzemajo mamila in tako naprej. Skratka, ali bi bilo morda smiselno, da bi potem slovenska država direktno dajala kakšne donacije v orožje rešnim silam, ne pa da gre preko urnikov in potem vse skupaj izgine. Hvala lepa. Mi imamo iste podatke, kot so podatki, s katerimi razpolagate vi. Se pravi, nimamo nobenih dodatnih podatkov se strani poveljstva Zveze NATO o tem, ali je v izgubljenem orožju tudi naše orožje. Mi vemo, da je država Slovenija donirala 10.000 kosov določenih tipov orožja, plus še marsikaj drugega, strelivo, minometa in tako naprej. Vendar ne moremo z gotovostjo trditi, ali je med tem izgubljenim orožjem tudi kaj našega orožja. V zvezi s tem predpostavljam, da se bo še v okviru različnih srečanj na vrhu NATO tudi govorilo in če bomo prišli do kakšnih dodatnih informacij na to temo, bomo poročali tudi doma. Je pa res, da je pomembno politično vprašanje iz tega, ker je vprašanje o smiselnosti donacij vojaškega orožja, streliva in sploh vojaške opreme. Zlasti, če ne moremo z gotovostjo trditi, kje potem to orožje konča. Ampak to je dejansko politično vprašanje, ki se bo odprlo vselej, ko bomo zaprošeni, da sodelujemo ali z denarjem v različnih ustanovah, ki potem financirajo nastajanje nacionalnih vojsk v državah, kjer potekajo krizne razmere, ali pa bomo tja zaprošeni, da tam ponudimo takšno orožje.